predvsem Klemen se odločil, da bo šel kombi osvežiti in obnoviti. Ali nisi cool, Štara? Jaz sem full cool. Ja, če spodemaš... Prinesi miška. Ajde? To mi cel dan gor, ne vem. Še baterija sem dal zamenjati, da si Smart. Ja. Jutrček, jaz sem zbolela. Ne sem, da sem zbolela. Nekaj me je še v kolenu. Jaz ne vem, kaj je. Zdaj kiham, kašljam, pa še težko hodim. V prejšnjem vlogu sem napovedovala ene spremembe z Pičim Miškotom, pri kateri sem res hotela aktivno sodelovati, ampak zdaj bom videla. Jaz sem pa mojem sfotkičem okrog malo beležila stvari, ker se bo začela dogajati prenova. Prenova se bo začela dogajati, tako da dajmo ob zajtrku bom še kaj več povedala. Kuhna je v čistem razsolu, tako da bom naprej še tu malo pospravila. Yes. Where to even start? Torej, sprememba, ki se bo zgodila, je ta, da sva se, predvsem Klemen, se odločil, da bo šel kombi osvežiti in obnoviti. Zdaj, vsi tisti, ki nas spremljate že dlje časa, veste najbrž že zgodbo, marsikaj pa tudi ne veste, ker v bistvu nisem nikoli tako delila. Pa bom zdaj povedala eno, bom probala čim bolj strniti to zgodbo, Piči Miškota, torej najinga Iveco kombija. Pisalo se je leto 2021, ko sva medva želela preživeti zimo nekje na toplem in ker pač mala piknika, sva vedela, da z avionom bolj težko kam in je prišla ta ideja o kombiju. Kombiju sva sicer v jeseni kar nekaj videov na YouTubeu pogledala, predvsem od Američanov, da sva si sploh predstavljala, kako to zgleda, ker nikoli noben od naju ni potoval s kombijem ali pa z avtodomom. In pač takrat sva res research bolj o lifestylu, kako to sploh zgleda in to delala. In potem ja, je prišel čas za nakup. Na trgu je bilo takrat ful malo možnosti. Ali so bili kombiji po 3-4 urje, ki so bili v bistvu čist prazni, ali pa čist stari, ali pa ne vem, neregistrirani, tako. Ali so bili pa kombiji po 25 000 plus, ki so bili izpravni in za napot, ampak so bili 25 000 evrov in meni se je to zdelo ful velik. Potem smo naletela na tega Piči Miškota, ki je stal 15 500 evrov in ga v bistvu brez znanja, kakršnega koli znanja na mestu kupila. Zdaj se nam je dober del, ker ima stojno višino, ker mi smo se takrat na pot odpravljali brez kakršnega koli časovnega okvira, kdaj se bomo vračali, tako da je bil res kombi za živeti in ne sem za preživeti en vikend ali pa 14 dni. Imel je noter kopalnico, kar ti doda nek ekstra layer ugodja, kadar potuješ po zim. Ful dober motor, ti Ivecoti so znani, potem da imajo ful dober motor. In pač bilo je še več drugih plusov, zakaj so se medva za to odločila. Prej smo šli na pot, pač na pot smo šli vrat na nos, medva sem v bistvu še pred tripom šla na poročno potovanje v Dominikansko republiko. Za kombi sploh ni bilo kaj več časa, kot tu, da ga je Klemen čist prazno, čistil in na ta način pripravil na pot. In to je bil najn max. Ok, in gremo mi na pot.
Na poti smo naredili nov električni build, tu si lahko pogledate tukaj, in popravili manjše stvari. Zdaj, največ problemov nama je v Španiji delalo zgolj to, da nama je na eni točki se ročna strgala in smo mogli rezervne dele, pač en mesec pa pol smo se z dostavljalskimi službami ukvarjala, ker so ful slabe v Španiji. Tudi ljudje so mislili, da nama je ta kombi ful problemov delal. V bistvu ni, v bistvu se je ena stvar zgodila v 8 mesecih potovanja, ampak smo se s to stvarjo ukvarjali toliko časa, da mi je zaradi tega šlo vse na živce. Na koncu v bistvu moji starši iz Slovenije pripeljali ta rezervni del, ko so prišli na obisk na Portugalsko. Anyway, mi se vrnemo nazaj s kombijom in mi smo ga takrat začeli prodajati. Nekaj je bilo povpraševanja, ampak kombi se ni prodal. Ok, ga bomo še malo izkoristili, tako da smo ga potlej kar veliko uporabljali in po Sloveniji in naredili smo ta Balkan trip zdaj po zim, ki je bil čudovit in nama je obudil neko iskrco, kako medva vidva van life in koliko nama je v bistvu všeč in koliko ga pogrešala. Tako da že na tem tripu je bilo veliko govora o tem, kako bi medva ta kombi predelala in ga naredila bolj poseb. Ker kaj se je zgodilo? Ko smo mi tako hitro šli na pot, je noter kombi ostal tak, kot je bil. Če bi jaz delala kombi po moji želji, ne bi bile not take zavese, ne bi bili not taki polštrčki, absolutno bi zbrisala tisti grafit dol, tisti grafit mi ni bil nikoli všeč, ampak so pač pustila stvari, tako so bile, kaj veš, ne, mogoče bi se meni po enem mesecu vrnila, ker nam ne bi bilo všeč. No, fast forward do zdaj, ko sva veliko imela change of hearts, tudi en mesec nazaj sva ga spet prodajala, pa tako, sva pa tudi videla v pogovoru z eno punco, Ana, če to gledaš, ljubja, da ta punca ima ful znanja o kombih, je rekla, da sva ga po vsej verjetnosti preplačala, ko sva ga kupovala in da zato se največ tudi ne proda naprej, ker je pač cena najina, ki sva jo postavila previsoka. In sva tako, ok, pač you live and learn, pač v redu je, smo pa vsem dobro amortizirali v tistih 8 mesecih življenja v njemu. In trenutno smo na točki, ko se zavedava, da ta kombi je letnik 99 in je potreben osvežitve. Osvežitve je potreben, ker ima določene rjaste delčke, pikice od zunaj in je tu treba lepo zbrusiti, zaščititi in v bistvu ga bomo na novo prebarvala. Nič flashy in ja, to je od zunaj, to je bolj Klemnov projekt, pač jaz sem tako nek asistent zdraven, njegov psychological support, zato ker pač veva, da bo ful veliko dela. Če pa se pozdravim, pa bom z veseljem pomagala tudi pri dejanskem brušenju, tako da fingers crossed. In druga stvar je noter. Noter ne bomo šli spremenjati layouta. Noter bova sem popravila, kar je za popraviti, mislim se ni, da je kaj pokvarjeno, vsi sistemi delujejo, bolj kakšna vratca, ki se ne zaperejo dobro, pa te stvari. In ja, jaz bi si ful želela ga prebarvati noter na belo ali pa na mentol zeleno recimo, bova še videla, tako da se kombi na ta način osveži, da se tudi polštrči zamenjajo, zavese zamenjajo in da je v nekem enotnem slogu, tako kot bi si jaz želela imeti kombi. In zdi se mi, da ko se bo to zgodilo, da ga ne bova prodala, ker jaz vidim, pač to, da imaš kombi, je sicer pač velik strošek, to je dejstvo, ampak to, da imaš kombi, ti tudi da možnost v bistvu, da greš tako, ko smo šla imela na Balkan trip in da pač greš na pot in delaš na poti in živiš v njemu pač takrat, ko lahko to narediš. In ja, it's such a good feeling, res. Tako da tu, če pa nama ne bo do tega, ga bodo pa pač prodala in po mojem bo folku bolj všeč, ko bo videl, da je kombi brez grafita, da je noter lepo spedelan in tako. Tako da tu je plan, zdaj kaj se bo realiziralo, ne vem, zdajle so prazniki in tako tudi ene materiale bo najbrž težji dobiti, kakor če bi menila to planirala ful vnaprej, pa bi zdaj imela že vse kupljeno. Jaz bom v glavnem vse dokumentirala. V današnjem vlogu vam pokažem prvi dan te renovacije, ko bo najbrž strop šel dol, zato da Klemen vidi, kaj se pod stropom dogaja. Pa dalje. Pita pravo ali dekofenato kavico? Pa pravo. Bunny beans? Ja. Yes, let's try Ethiopia. Un podest.
Zdaj me povej, če te ta kava ne spomne čist na portugalsko. Ta von. Sodelovali smo, ko smo bili na portugalski. Imam spodaj polinkala en full cute video, ko smo ga pripravljali. Because it's cute, it's very cute. Slučajno zgledam tudi kot en brezdomc. Mislim, da je to že lepo do brezdomca. Ja, jaz sem noter, malo sem razložila najin miselni proces, da je kombija. Je kaj, kar bi ti želel dodati na tej točki? Da bo dobro ta projekt narediti, da ne bo polnomočno. Ja. Da nekaj znaš narediti, pa... Ja, mogoče sem malo tudi noter tako omenila, da je bolj s tvoje strani prišla ta želja. Se mi zdi, ker si res ti želiš tu neko novo znanje tudi pridobiti, pa da ti bo zanimiv proces. Zdaj bom pa tvoja desna roka. Francoski ključ, 12. Stat. Upam, da bo tako smutno. Jaz tudi. Piknik tu je your place of choice, kje želiš ti ležati. Tu je najboljš, kar si lahko najde na tej parceli. Luknja v blatu. Še ena stvar. Nujno bandana, da ne bo Klemen rekel, da se ne pazim. Do kolega greva na kosilo, pa se vzamem s sabo, da vam pokažem, koliko sem dobro salato naredila. Kako bi to naredil danes? To je how to pičiči. How to... You take the dip, you take the pičič. Čakaj, da posnam. It's gone. Jo, dobrodošli! Peljemo se domov. Lej, ker so tamle na kosovnih odpadkih brskajo. Greva še medva brskajo. Všeč mi je tako zaščitno opremo, zaščitne očala, zaščitne rokavice. Kaj če so azbestne plošče gor, Klemen? Pa probaš da dodal. A ja, tu je še izolacija z one strani. Šla raj z tej strani. V bistvu pa ima oba dva. Če gre. You're welcome. Bom jaz to delal. Kašli? Tule bom dol delal. Moram tudi kako je to dano. Ja, bom. Če boš dal tu? Gremo sem... Sem ne mi pod prste gledat. Navezat tako zarineš... Raj dej tu stran. Ja, si bom. Navezat tako zarineš, čist malenko sem odkrat tlele, ko imam ta prst je zalimano, ne? Ja, jaz ne morem, če mi ti si v napoto. Bom jaz tu vse naštrelo. Pa boš hitret, ko se ti ne vodi in raziskuj. Mokita sponsor us! Ne, bilo zarjavelo. Ampak ne, kaj je bolj že to zarjavelo, nikjer ne moraš najdeti.